Pozdravljeni, moje ime je Zala in rada bi z vami delila svojo zgodbo, ki se je začela leta 2010. Takrat sva v smrtni postelji partnerjeve sorodnice, ki je bila nuna, obljubila, da se bova cerkveno poročila. Bila sem velika nasprotnica vsega, kar je bilo povezano z vero. Jezna sem bila na Boga, saj nisem razumela, zakaj je toliko bolečine na tem svetu. Moja obljuba je bila s figo v žepu. Leto dni kasneje sva se poročila civilno. Krasna poroka, ob spremljavi harfe sva pred slovensko zastavo rekla svoj da. A Bog je pravi humorist in je imel za naju drugačen plan. Na poročnem potovanju na Šrilanki sem hudo zbolela. 4 do 5 dni nisem zatisnila očesa, v meni pa je vršalo od zamisli, kako bom jaz rešila ta svet. Manija je dosegla svoj vrhunec, ko sem v pesek risala neke miselne vzorce in ko sem se pogovarjala s svojim pokojnim očetom. Z rešilcem so me odpeljali v bolnico, kjer mi je bila postavljena diagnoza bipolarna motnja razpoloženja. Ko sem prišla nekoliko k sebi, so se me držale 2 stvari. Prva je bila ta, da napišem knjigo o svoji izkušnji z boleznijo, in druga, da spoznam Jezusa. S pisanjem knjige sem pričela takoj. Medtem ko sem Jezusa pustila nekaj časa še vedno sem bila nekje na začetku svoje bolezni in nisem vedela, ali gre za kakšen izbruh bolezni ali mi resnično vadi k sebi. A Bog je vztrajen. Moja tašča je verna in večkrat je pri nas obedoval župnik. Neko nedeljo je tako povabila tudi novega vaškega župnika na kosilo. Proti koncu kosila je iz mene enostavno izbruhnila. Župnika sem prosila, da bi spoznala Jezusa, njegovo zgodbo, saj se mi je Jezus konstantno pletel po glavi. Gospod župnik mi je podaril knjigo Bistvenih 100, Potovanje v srce Svetega pisma. Misleč, da je to dober začetek, brez nadaljnjih navodil. Naslednji dan sem na plaži odprla knjigo, prebrala uvodni del in prvo molitev, nato pa neke kratice in številke in nadaljevala z branjem. Vendar nekaj mi je manjkalo. V nekem trenutku sem se začela na glas krofotati sredi plaže. Tiste kratice so bile vendar napotitev na branje Svetega pisma, ki pa do takrat še nisem imela v roki. Mene je vleklo in vleklo me je tudi, da najdem Sveto pismo na internetu. Sveto pismo sem si predtem predstavljala kot nekakšno limonado, Adam in Eva v raju. Šokiralo me je predvsem dejstvo, da je Jezus dal svoje življenje zame in tudi za vse ostale. Udeležila sem se delavnice v tišini, ker sem se odločila, da bom samo za nekaj minut pokleknila pred Najsvetejšim. Na kolenih imam izrastke in res zelo težko klečim. A tisti dan sem se pred Najsvetejšim 5, 10, pol ure, pravzaprav pojma nimam, koliko časa sem se zadržala tam, saj je v bistvu čas popolnoma nepomemben za Boga, in molila sem goreče kot še nikoli za svojo družino. Tisti teden sem prejela klic ob 5 zjutraj, klical me je moj mož in povedal, da je imel prometno nesrečo. Moža je obrnilo na streho avtomobila, a odnesel jo je popolnoma brez praske. Danes me Božja beseda večkrat nagovori, kaže, kako bi morala odreagirati v določenih trenutkih, kako sprejemati tujce in prepogosto postavi ogledalo, v katerem pokaže, kako daleč sem še na poti k njemu. Ko pa mojim prijateljem govorim o Jezusu, takrat moje besede niso samo moje, pri tem čutim, da me vodi Sveti Duh.